pozdravljeni na naši novinarski konferenci. Zakaj sklicujem novinarsko konferenco? Moram povedati, da je pač naš organ, ki se imenuje predsedstvo, včeraj razpravljalo in pač glede na to, da veste, da je KNSS neodvisnost prvotno nasprotoval zbiranju podpisov za referendum za malo delo. Po tehtnem premisleku naj najprej navedem razloge, zakaj smo mi temu nasprotovali. Naše stališče je bilo, da naj država poskrbi, da bojo študentje študirali nemoteno, naj zagotovi pogoje, ne pa da ti študentje morajo delati, da si lahko privoščijo študij. To je bil prvi razlog, drugi razlog je pa bil, mislim, da je vsem jasno in pa znano, da največjo korist od tega so imeli tisti študentski servisi in pa posamezniki. Zato je bil naše nasprotovanje temu. Ko pa smo pač včeraj dali argumente za in proti na mizo in ugotovili prvič, da je to študentsko delo le nekje potrebno, da to študentsko delo, kako bi temu rekel, da je neposredno je to konkurenca za redno zaposlene. In to najmanj v dveh oblikah. Prva oblika je, da bodo delodajalci izkoriščali in ne zaposlevali tiste, ki danes iščejo službo preko Zavoda za zaposlovanje, ampak bojo zaposlovali študente. To pa pomeni, da bo manjši priliv tako v državni proračun iz naslova davka in prispevkov, drugič pa bojo to nižji osebni dohodki, kar pa pomeni neposredno konkurenco plačni politiki in pa minimalni plači, ki je bila sprejeta. In na podlagi tega je pač prišlo do odločitve, da pač pristopimo in pozovemo tudi naše članstvo, da obenem, ko jutri začnemo pobirati podpise proti tej pokojninski reformi za referendum, da podpremo tudi pobiranje podpisov za študentski zakon. Tako da sporočilo naše je jasno, ne glede na to, da smo se pač premislili v zadnjem trenutku, ampak mislim, da ti argumenti, ki sem jih povedal, štejejo in da je to glavni razlog, zakaj bomo to podprli. Če pa v tem trenutku navedem še en razlog, ki mislim, da je dokaj pomemben, je pa tudi sporočilo, glede na to, da je celotna družba, naj si bo to mladi, redno zaposleni in pa upokojenci v tem trenutku, tako nagovarjano strani vlade, strani ministrstev in to nagovarjanje pele v še večje razslojevanje, po domače povedano, želijo skregati posamezne generacije, dobesedno skregati z zakoni, ki jih v tem trenutku predlaga predvsem Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. To sta že dva zakona, ki naj bi po naše posegla v to, da bi delavci pač učitelj študentom, mladim, študenti pa mladi pa bi učitelj zaposlenim, da jim pač kratijo določene pravice. Zato mislim, da je v tem trenutku še kako potrebna medgeneracijska solidarnost, da se zavedamo, da vse tisto, kar dela vlada v tem trenutku, ni zraslo zaradi tega, kar bi povzročili študentje, kar bi povzročili delavci, ampak je vse to, kar se v tem trenutku dogaja,
rezultat dela, ne bom rekel samo te vlade, ampak vseh vlad od osamosvojitve naprej. Znašli smo se v situaciji, kjer dejansko vsak gleda lastni interes, širše pa ne vidi drugega. Vsakdo želi zagotoviti pravice in dobre pogoje za, bom rekel temu, organizacije in za tisto, kar predstavlja, ostalo ga ne briga. Prišli smo tako daleč, da vsi se vsem strinjamo, ko pa pride od tega, kdo bi se pa kaj odrekel, pa se odreči ne želi nihče. Zato mislim, da je v tem trenutku, tako kot sem rekel, potrebno dati jasno sporočilo, da želimo, da pride do spremembe tako na področju socialnega dogovarjanja, socialnega usklajevanja, da ponovno zaživi socialna država, da se zagotovi socialni dialog, glede na to, da ugotavljamo vsi skupaj, da je že kar nekaj zakonov, predvsem pa zakon o pokojninski reformi, šel v državni zbor v parlamentarno proceduro brez soglasja socialnih partnerjev. To je, bom rekel temu, prvi primer v zgodovini samostojne Slovenije, da se vlada, po domače povedano, požvižga na socialne partnerje in na socialni dialog. In zato še enkrat današnja novinarska konferenca je sklicana predvsem zaradi podpore zbiranja podpisov tudi študentom, obenem pa sporočilo vladi, da bomo naredili vse, da vse civilne družbe, sindikate in pa tisti, ki lahko prispevajo k temu, da se socialni dialog v Sloveniji poboljša, da bomo to predlagali na izredni seji, ki jo bomo zahtevali na ekonomsko-socialnem svetu, ker bomo zahtevali obravnavo dogajanja okoli socialnega dialoga. Glede na to, da je sam minister poudaril, da socialni dialog je po naše potrebno opredeliti, kaj ta socialni dialog sploh pomeni. Vemo, da s tem, ko bomo pač to zahtevali, bo prišlo tudi do spremembe, zdaj se imenuje, mislim, da pravilnik o delovanju ekonomsko-socialnega sveta. Zahtevali bomo, da se ta pravilnik temeljito spremeni, da se spremeni v toliko, glede na to, da se že zdaj dogaja to, da v tem pravilniku piše, da je možno sprejemati odločitve na tem ekonomsko-socialnem svetu samo v konsensu, da se dogaja, da temu daleč od tega, da bi bilo tako. Sprejema se po načelu moči, ne argumentov, in tukaj bomo pač zahtevali temeljite spremembe na področju vodenja in pa samega ekonomsko-socialnega sveta. Še enkrat poudarek je na temu, da sporočamo, da se tudi KNSS neodvisnost pridružuje in poziva svoje članstvo, ko bojo dajali soglasje pri izbiranju podpisov proti pokojninski reformi, da obenem dajo tudi soglasje študentom za ta njihov referendum. Toliko za enkrat. Če je kakšno vprašanje? Vprašanje.
Zakaj v zadnjem trenutku ta sprememba? Zelo na kratko šlo. Poglejte, še enkrat odgovarjam, včeraj smo imeli sejo predsedstva. Tukaj je pokrito praktično iz cele Slovenije, iz 10 regij in same te regije so pač imele prej navodilo, da imajo svoje organe in da o tem problemu razpravljajo na svojih organih. In včerajšnja debata lahko rečem, da je bila zelo, bom rekel temu, pestra, da so se kresali argumenti za in argumenti proti in kot pravim, večina je pač podprla te argumente, katere sem predlagal pač sam, da je pač tisto, da ne podpremo razdiralno in da moramo v tem trenutku gledati pozitivno in pa se pravi podpreti, glede na to, da želimo spremembe tudi na tem področju, da je več kot očitno, da vlada želi sprejeti, kot sem rekel, posamezne generacije in to so bili glavni argumenti. Drug argument je bil pač ta, da ugotavljamo, da je to neposredna konkurenca, tako kot sem že rekel, tistim, ki delajo, da je to neposredna konkurenca tistim, ki čakajo na delo na zavodu in ne morejo dobiti zaposlitve in da bo to še večja konkurenca. In dejansko zaradi tega je prišlo do te spremembe. In če pogledamo tudi glede na plače, ne glede na to, da so ure za študente omejene, ampak da je tudi na področju samih panog bil v tem zakonu sprejet odločitev kvota teh ur. Ampak ker se to lahko ponavlja, je to neposredna konkurenca. In v tej situaciji mislimo, da je to neposredno povezano tudi z izsiljevanjem, ko bo zdaj prišlo do predloga spremembe o delovnopravni zakonodaji. In tukaj, ko to vse povežemo v eno celoto, je smisel, da to podpremo in da tak zakon ne more zagledati luči. Da je potrebno ga vrniti v ponovno proceduro in se ponovno uskladiti na teh področjih. Ker pričakujemo, da bojo pač glede na to, da če ta zakon zaživi, da bo to, kot sem že rekel, neposredna konkurenca novim zaposlitvam, da se bo več ali manj preko tega delali, preko tega bojo pa pač nas izsiljevali pri spremembi delovnopravne zakonodaje, pri tako njihni imenovani fleksibilnosti trga dela. Še kaj? Če ne, se vam jaz zahvaljujem. Hvala lepa.